Kandidat za predsednika vlade Miro Cerar nadaljuje aktivnosti za sestavo nove vlade. Predvidoma popoldne naj bi se sestal svet stranke Mira Cerarja, kjer se bodo odločali, s kom želijo v koalicijo. Negotovo je povabilo zavezništvu Alenke Bratušek, za vstop Desusa in SD-ja pa naj ne bi bilo ovir. Dopoldne se je Miro Cerar sestal s poslansko skupino Združene levice, saj se ta še ni odločila, ali ga bo podprla za mandatarja. Tudi po sestanku odločitve še ni, so pa poslanci Združene levice Cerarju predlagali sklic izredne seje o privatizaciji. Po poročanju časopisa Dnevnik je Evropska komisija od Slovenije zahtevala, naj v 20 dneh sproži postopke za stečaj podjetja Elan. V Bruslju menijo, da bo družba le tako vrnila 10 milijonov evrov nedovoljene državne pomoči. Komisija je namreč že septembra 2012 Sloveniji naložila, naj denar izterja v 4 mesecih, vendar Elan sredstev nima. Bruselj naj bi odločitev za stečaj sprejel zaradi lobističnega pritiska avstrijsko-švicarske družbe Kameva, ki se je zanimala za nakup Elana. Organizatorji predvolilne kampanje za lokalne volitve 5. oktobra imajo le še danes čas, da odprejo posebne transakcijske račune za kampanjo. Po zakonu jih je namreč treba odpreti najpozneje 45 dni pred dnevom glasovanja, in sicer ločeno za župansko kampanjo ter občinske svete. Stroški kampanje za občinske svete ne smejo presegati 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v občini, za župana pa ne 0,25 evra na upravičenca. V primeru drugega kroga županskih volitev se lahko stroški povečajo še za 0,15 evra na volivca. Madžarska narodnostna skupnost v Lendavi je sinoči pripravila proslavo ob madžarskem dnevu državnosti, ki ga v sosednji državi praznujejo danes. Slavnostni govornik, predsednik slovenskih Madžarov Ferenc Horvat, je opozoril, da je manjšinsko vprašanje v Sloveniji deklarativno dobro urejeno, a se dejansko spopadajo z vse večjo asimilacijo. Ena od rešitev je po njegovem mnenju gospodarski preboj in ohranjanje delovnih mest v Pomurju. Usoda sredstev, ki jih za vzdrževanje državnih cest za oktober, november in december potrebuje Direkcija Republike Slovenije za ceste, še ni znana. Na infrastrukturnem ministrstvu rešitev še vedno vidijo v Darsu, s prstom pa kažejo na finančno ministrstvo, češ da za to vprašanje niso pokazali potrebnega posluha. Na finančnem ministrstvu očitke zavračajo. Direkcija samo za vzdrževanje cest na letni ravni potrebuje 150 milijonov evrov. V letošnjem proračunu za investicije niso imeli zagotovljenih nobenih sredstev, razen za projekte, ki so v višini 85% financirani z evropskimi sredstvi. Za vse ostale aktivnosti pa so imeli na voljo približno 60 milijonov evrov. Mariborski nogometaši se bodo drevi ob 20 in 45 minut v Ljudskem vrtu pomerili s škotskim Celticom. Gre za zadnji obračun kvalifikacij za Ligo prvakov, po povratnem dvoboju prihodnji teden pa bo znano, katera ekipa bo v tej sezoni zaigrala v skupinskem delu najelitnejšega klubskega nogometnega tekmovanja v Evropi. Mariboru je to edinkrat uspelo leta 1999. Po noči in jutri dopoldne bo večinoma oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Jutri popoldne bodo padavine postopno ponehale, najpozneje v jugozahodnih krajih. Delno se bo zjasnilo. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo v zahodni in osrednji Sloveniji plohe. V soboto bo večinoma oblačno in deževno, na Primorskem bodo tudi nevihte. Najmanj padavin bo na severovzhodu Slovenije. In še opozorilo, Arso opozarja na možnost nalivov in sunkov vetra v prihajajoči noči in v četrtek zjutraj. Močni nalivi in sunki vetra so ob nevihtah možni predvsem v južni Sloveniji. Arso opozarja, da bi lahko porasli manjši vodotoki in hudourniki. V Dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Podjetniki imajo dovolj nemega opazovanja lokalnih gospodarskih razmer. Občina zoper Auerja napoveduje odškodninsko tožbo. Maribor na lov za evropskimi sanjami. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.